Živijo, moje ime je Marička, dobrodošli nazaj na mojem kanalu. Danes imam za vas pripravljen trening za trebušne mišice in sicer po sistemu Tabata. Torej, trening ti bo vsega skupaj vzel 12 minut. Sestavljanje je iz 3 sklopov, vsak sklop pa bo trajal 4 minute in po sistemu 20-10. Vse, kar danes potrebuješ, je le malček več prostora, par uteži in seveda podlago. Preden pa, da se pomaknemo na trening, pa podari video like in če si nov, se subscribe na moj kanal in ne zamudi bodočih vsebin. Sedaj pa nič več čakati, gremo telovati. Pa kar začnemo s prvim sklopom Tabate in sicer lezite na hrbet, iztegnite noge naprej in jih rahlo pokrčite. Pograbite utež in jo ponesite naravnost za glavo. Dvignite eno koleno proti prsnemu košu, hkrati pa ponesite roko z utežjo naprej in objemite koleno. Vrnite se v začetni položaj in enako ponovite še z drugo nogo. Odložite utež in se kar pripravimo za naslednjo vajo Cocoon trebušnjak. Izvedba je dokaj podobna prejšnji, le da k prsnemu košu ponesemo obe koleni in nog ne odlagamo na tla. Ponovno se pripravimo za izmenično objemanje nog. Pri vaji hrbet potisnite ob tla in stisnite trebušne mišice. Vajo nadaljujte z izmeničnim gibanjem nog in nadzorovanim dihanjem. Med pavzo odložite utež in se pripravite za Cocoon trebušnjak. Cocoon trebušnjak je odlična vaja za celotne trebušne mišice. Prav tako daje dobro raztezanje na spodnjem delu hrbta. S to vajo boste izboljšali prožnost, mobilnost in stabilnost v bokih in spodnjem delu hrbta. Pazite, da nog ne odlagate na tla ter da zadržite napeto jedro. Pograbite utež in se pripravite za izmenično objemanje nog. Pazite, da hrbet ne odlepite od tal. Držite gibanje mirno in nadzorovano. Za več intenzivnosti pri vaji držite noge rahlo nad tlemi in jih ne odlagajte na tla. Med pavzo odložite utež in se pripravite kar za naslednjo vajo. Pri vaji se osredotočite na krčenje in raztezanje premih trebušnih mišic. Ne pustite, da roke in noge počivajo na tleh, ko se vrnete v začetni položaj. Pograbite utež in se pripravite za izmenično objemanje nog. Pri vaji hrbet potisnite ob tla in stisnite trebušne mišice. Vajo nadaljujte z izmeničnim gibanjem nog in nadzorovanim dihanjem. Odložite utež in še zadnjič ponovimo Cocoon trebušnjak. To je dobra vaja za premikanje fleksorjev, kolka in križa ter pred izvajanjem težkih vaj za noge in hrbet. Prvi sklop je za nami in se lahko kar pripravimo za naslednjega. Pograbite utež v vsako roko in se pripravite v položaj visokega plenka. Potegnite desno roko z utežjo proti prsnemu košu, stisnite lopatice, trebušne mišice in nato ponovite še na drugi strani.
Pa se kar pripravimo za drugo vajo, in sicer lezite na hrbet, dvignite obe nogi naravnost nad bok pod kot 90 stopinj in dvignite utež neposredno nad prsni koš. Najprej spustite eno nogo, tako da se skoraj dotakne tal, in jo dvignete nazaj v začetni položaj, medtem pa že spustite dol nasprotno nogo. Ponovno pojdite v položaj visokega plenka, roke naj bodo pod rameni, noge postavite nekoliko narazen, širše od bokov in držite utež v vsaki roki. Vajo lahko izvajate tudi brez uteži. Odložite eno utež in se kar pripravite za naslednjo vajo. Pri vaji najprej spustite eno nogo, tako da se skoraj dotakne tal in jo dvignete nazaj v začetni položaj, medtem pa že spustite dol nasprotno nogo. Izmenjava nog in dihanje naj bo nadzorovano. Za nami je že polovica treninga. Med pavzo se kar ponovno pripravite v položaj visoke deske in pograbite utež v vsako roko. Pri vaji zaklenite zapestja, da zaščitite sklepe. Trebušne mišice držite napete in telo držite v ravni liniji. Pa se kar pripravimo za vajo izmenično dvigovanje nog. Pri vaji pazite, da se hrbtenica ne odlepi tal, ter da so trebušne mišice ves čas napete. Izmenjava nog in dihanje naj bo nadzorovano. Ponovno se pripravite za vajo plank row. Pri vaji izdihnite, ko potegnete utež proti prsnemu košu. Vaja vam bo pomagala pri izboljšanju drže in stabilizacije trupa. Med pavzo kar lezite na tla in se pripravite za izmenično dvigovanje nog. Vajo lahko olajšate tako, da se s peto dotaknete tal ali upogibate kolena. Izmenično dvigovanje nog predstavlja manj stresa na spodnji del hrbta v primerjavi z dvigom obeh nog hkrati. Pred nami je še zadnji sklop vaj, in sicer pojdite v položaj visokega plenka, noge postavite nekoliko širše od ramen ter si poleg desne dlani pripravite utež. Vaj začnite tako, da z levo roko pograbite utež na desni strani in jo ponesete ali potegnete na levo stran. Enak gib ponovite nato še z drugo roko. Med pavzo se kar pripravite za naslednjo vajo, in sicer odložite utež na stran, lezite na hrbet in se pripravite za vajo kolo. Dvignite ramena od tal, roke položite za glavo in dvignite obe nogi pod kot 90 stopinj. Ponesite koleno k nasprotnemu komolcu, vrnite se v začetni položaj in enako ponovite še na drugi strani. Ponovno se lahko pripravite v položaj visokega plenka. Pri vaji pazite, da so trebušne mišice ves čas napete ter da telo ostaja v ravni liniji. Med premikanjem uteži pazite, da boke čim manj premikate.
Odložite utež in se pripravite za vajo kolo. Pri izvajanju vaje kolo držite trebušne mišice napete, odprite komolce in držite vrat sproščen. Ponovno se lahko pripravite v položaj visokega plenka. Pri vaji vzdržujte enakomeren ritem prelaganja uteži iz ene in druge strani. Med pavzo postavite utež na stran in kar lezite na hrbet in se pripravite za vajo kolo. Izdihnite, ko greste v pregib trupa in vzdržujte enakomerno gibanje. Pri vaji bodo navzoče stranske trebušne mišice. Ponovno se lahko pripravite v položaj visokega plenka. Pri vaji bodite pozorni, da ne dvignete bokov previsoko ali spustite prenizko. In še zadnjič pripravite se za vajo kolo. In s tem je naša tabata tudi zaključena. Vaja kolo vam bo pomagala pri izboljšanju moči trebušnih mišic, stabilnosti in fleksibilnosti. To je to, upam, da ste uživali pri izvedbi treninga. Vkolikor bi si želeli videti še več takšnih vsebin na tem kanalu, pa mi dajte pisati spodaj v komentarje. In to bo letošnji zadnji trening v tem letu. In se vidimo v letu 2021. Adijo!